Tokrat so predavalnico zasedli nekoliko manjši in mlajši študenti kot ponavadi. Na vrsti je bilo predavanje, kako iz fižola nastane prdec. Mini študenti so zbrano poslušali, pridno zapisovali, postavljali vprašanja in spoznavali pot fižola do prdca. Kaj se zgodi najprej? Kaj naredimo s hrano v ustih? Žvečimo, kaj delamo še? Fižol zmeljamo, nato odpotuje prek želodca in tankega črevesa do debelega črevesa, kjer ga pričakajo bakterije. Te razgradijo še nerazgrajene sladkorje oligosaharide. Pri razgradnji nastajajo plini, tudi smrdeči in vnetljivi žveplov sulfit. Ta in metan pa povzročita, da prdec lahko zagori. Tale zvok pa slišimo zato, ker pri sproščanju plina mišica zadnjična zapiralka zavibrira. V šoli se naučimo takih stvari, ali pa mogoče se jih bomo potem v višjih razredih. Ker je bilo zelo ponazorjeno z veliko rekviziti, dobro pripravljeno, zanimive stvari smo izvedeli. Se počutimo, ko poslušamo, tako da smo pravi študenti. Ti čisto pravi prijatelji so zelo v redu, prijazni, bolj kot v šoli. Drugače kot v osnovni šoli pa na fakulteti predavateljica prisotnost potrdi ob koncu predavanja z vpisom v indeks. To je moj indeks, pa tukaj so pa podpisi predavateljev. Mini študenti so predavalnico zapustili bogatejši za znanje o prdcu, naslednjič pa bodo izvedeli, zakaj med operacijo spimo in kdo takrat pazi na nas.